Dober dan, lepo pozdravljeni. Po včerajšnjemu dinamičnemu in pestremu dnevu je danes ministrska ekipa Nove Slovenije pripravljena na nove izzive. Po pestrem in dinamičnem preteklem letu nas seveda čaka tudi še zanimivo, izzivov polno tudi prihodnje leto. Mi smo pripravljeni, mi bomo vložili vse svoje znanje in energijo za to, da dosežemo svoje cilje. Ko smo v tem obdobju presojali našo odločitev za vstop v vlado, moram priznati, da je bila ta naša odločitev pred enim letom težka, vendar, ko danes ocenjujemo, je vsekakor bila pravilna. Prvo leto delovanja je bilo posvečeno covidu, večkrat je bilo že povedano, da smo večino svojega časa posvetili predvsem temu. Dobra stvar te krize je, da so se pokazale neke prednosti, ki jih ima Slovenija, pa tudi določene slabosti, ki jih moramo kot družba odpraviti v prihodnosti. Lahko bi rekel, da je korona kriza prinesla neurje, ampak je prečistila pot za to, da bo naša pot do končnega cilja lažja in jasnejša. Kriza nas je na nek način spremenila. Spremenila je naš pogled in odkrila vse tiste rane, ki so se v tej družbi nabirale dolgo časa. Hkrati pa tudi jasno trasirala pot, kaj zdaj Slovenija potrebuje, kaj nujno potrebujemo storiti, zato da se Slovenija lahko uvrsti med 15 najuspešnejših držav tega sveta. V to vlado smo vstopili z najmlajšo ministrsko ekipo. Pripričan sem, da smo se z našim delom doslej dokazali. Minister Janez Cigler Kralj, ki je bil včeraj na nek način tragično interpeliran zato, ker dela dobro, zato, ker je po 10 letih vendarle premaknil določene stvari naprej, ker so se končno začele povečevati kapacitete v domovih za starejše, kjer so se začeli graditi novi, zato si je zaslužil interpelacijo. Ampak uspešno je prestal in z novo energijo, s polno močjo nadaljuje svoj mandat. Naš minister Jernej Vrtovec gradi Slovenijo na različnih področjih, od cest, železnic do druge infrastrukture. Pod njegovim vodstvom so se začeli premikati projekti, ki so stali leta in leta, oziroma za katere morda ni bilo poguma, da bi se z odločnejšo in hitrejšo hitrostjo premikali naprej. In za njuno delo jim vsekakor čestitam. Nova Slovenija je svojim preteklim delom tudi pokazala, da je drugačna politika mogoča, da je sodelovanje v politiki mogoče in da se da z dostojnim, konstruktivnim in argumentiranim pristopom doseči dobre rezultate. V takšnem duhu in v takšnem smislu bomo nadaljevali s svojim delom tudi v prihodnjem letu, ki nas čaka. Za Novo Slovenijo je ključno in najpomembnejše, da čim prej prinesemo v našo državo normalno življenje. To je tista stvar, ki si jo vsi najbolj želimo, da se vrnemo v naše utečene ritme, v normalen način življenja. V tem trenutku se mi zdi ključno, da k temu lahko prispeva cepljenje. Ministri Nove Slovenije se bomo cepili, sam se bom prav danes ob 12. cepil s cepivom AstraZeneca. Spodbujam tudi vse ostale državljane, da se odločijo za to, ker je to najhitrejša in najlažja pot k normalnosti. Od tu dalje nas bo pa seveda čakalo trdo delo, na katerega smo v Novi Sloveniji pripravljeni. Z dosedanjimi protikoronskimi paketi smo predvsem pomagali, da smo ohranjali delovna mesta, da smo prispevali k temu, da se je kriza čim manj, kolikor je bilo to le mogoče, dotaknila ljudi. V tu dalje bodo potrebne spremembe, najprej debirokratizacija, ki bo slovenskemu gospodarstvu omogočila, da bo lahko s polnimi pljuči zadihal. Torej, če smo zdaj podjetja ohranjali pri življenju, je sedaj čas, da podjetjem omogočimo in pomagamo, da čim bolj normalno delujejo. Če ima nek slovenski državljan svojo idejo, svojo vizijo, da jo lahko v praksi tudi uresniči. In v tem smislu tudi vidimo ta zadnji zakon o debirokratizaciji. Tukaj naj jasno poudarim, da Nova Slovenija podpira
razvojno kapico, da jo podpira na višini 6.000 evrov. Prepričani smo, da s tem lahko v Sloveniji zadržimo najboljše, najbolj produktivne, najbolj inovativne kadre, ki bodo prispevali k temu, da se bo celotna dodana vrednost slovenskega gospodarstva tudi dvignila. Seveda podpiramo tudi dvig splošne dohodninske olajšave, ki bo v vseh naših žepih pustil več denarja. S tem, da si bo država vzela manj, bodo imeli vsi državljani več. Prepričani smo, da to lahko poveča tudi domačo potrošnjo, še dodatno zavrti v pozitivno smer gospodarsko kolesje in s tem še hitreje pomaga pri okrevanju slovenskega gospodarstva. Torej, iz te prve faze, ko smo ohranjali gospodarstvo, prehajamo zdaj v drugo fazo, to je, da olajšamo delo gospodarstva. In potem nas čaka tretja faza, to pa je, da se resno lotimo nekaj strukturnih sprememb, ki jih je navrgla ta kriza, zato, da sistemsko pristopimo k stvarem in jih spremenimo. In začnimo kar s slovenskim zdravstvenim sistemom. Korona kriza ga je razgalila, kljub temu je potrebno čestitati našim zdravstvenim delavcem, ki so primerjalno z drugimi državami upravili odlično delo, dobro skrbeli za COVID bolnike, tudi zaradi tega jih je mnogo več preživelo, kot bi jih sicer, in tukaj vsekakor moj poklon. Ampak ko bo korona kriza končala in tu v Novi Sloveniji opozarjamo, nas čaka izjemno težko in pomembno delo. Kako vsem tem 80.000 slovenskih državljanov omogočiti, da čim prej pridajo do zdravljenja. Čakalne vrste so bile že pred korono krizo nedopustne, sedaj se seveda niso skrajševale, ampak povečevale, in zato v Novi Sloveniji trdno zagovarjamo to, da je potrebno uporabiti vse zdravstvene kapacitete, ki so na razpolago, za to, da odpravimo te čakalne vrste. In spodbujamo ministra za zdravje, da čim prej razpiše ta nacionalni razpis, ker se bodo lahko prijavile vse zdravstvene organizacije na takšen način prispevali k temu, da se čakalne vrste odpravljajo. Skratka, epidemija nas lahko prizadane, ne more nas pa nikoli premagati, če le držimo skupaj. In tudi zato v Novi Sloveniji spodbujamo dialog, spodbujamo pogovor, ker se nam zdi zdaj izjemno pomembno, da celotna slovenska politika vidi gozd pred seboj in ne zgolj posameznih dreves. Mi si želimo si, da za trenutek vržemo na stran vse naše zamere, vse naše pretekle konflikte in skupnimi močmi predvsem iščemo rešitve, kako državo iz te korona krize potisniti naprej, da bo na strani zmagovalcev. Da nam bo predvsem ta kriza dala nove priložnosti za naše nove zmage. Seveda pa bomo mi v Novi Sloveniji naredili vse, to čutimo kot svojo dolžnost, da ljudem in državi vrnemo upanje v prihodnost in tudi optimizem, da bo vse v redu. Spoštovane novinarke, cenjeni novinarji, tudi ostali, ki spremljate današnjo novinarsko konferenco, lep pozdrav. Na področju infrastrukture smo v enem letu dokazali, da se je splačalo, za Slovenijo se je splačalo, da je Nova Slovenija prevzela ta resor, kajti številne projekte smo res pognali v tek in dobivajo nove dimenzije. In z velikimi projekti bomo nadaljevali tudi v tem letu. Naj zlasti omenim naše avtoceste, hitre ceste. Pognali bomo v tek še gradnjo dodatnih odsekov 3. razvojne osi. V letošnjem letu po vsej verjetnosti, če bomo pridobili vsa gradbena dovoljenja, začnemo graditi področje na Koroškem, Jenina, pa tudi Škale in Kronovo. In na drugi strani tudi si želimo začeti dela na Belokranjskem delu 3. razvojne osi. Torej na ta način bomo Koroško in Belokranjino povezali z osrednjim delom Slovenije. In vi veste, da zagotavljanje cest, dobre povezljivosti, to je ta primarni pogoj, da se naše regije, zlasti Bela krajina in Koroška, da dobijo nove priložnosti in da se lahko normalno tudi razvijata. Če ne bomo uredili te primarne infrastrukture, potem zagotovo se bodo ljudje izsiljevali in ne moramo več govoriti o decentralizaciji, ampak centralizaciji Slovenije. Torej,
tretja razvojna os bo v tem letu dobila nova in nova gradbišča in jaz verjamem, da bomo potem leta 2026 Koroško in Belo krajino povezali z osrednjim delom Slovenije. Od velikih projektov, ki bomo pa v tem letu začeli, pa je zagotovo največji drugi tir. 14 dni nazaj se je končal ta javni razpis, glede izbora izvajalca. Končno imamo izvajalca po 1 letu in pol, kolikor je trajal ta razpis, smo izvajalca končno dobili. Podpis pogodbe je po informacijah z VTDK-ja predviden za april mesec in potem na začetku meseca maja končno prva lopata za več kot milijardni projekt, torej drugi tir od Divače do Kopra, ki ga čakamo več kot 20 let. Končno smo sedaj pred tem, da začnemo graditi in potem tudi prvi vlaki 2025-2026 bojo se zapeljali po tem drugem tiru. Naj povem, da včeraj vlada obravnavala tudi informacijo glede investicijskega programa drugega tira. Mnogo je bilo polemike o tem, da bo prihajalo do nepredvidenih del, do aneksov. Včeraj je vlada to obravnavala in sprejela to informacijo strani VTDK-ja, da se pripravlja novelacija investicijskega programa in da se celoten strošek, zaradi tega, ker je bil najugodnejši ponudnik za glavna dela, 70 milijonov cenejši, da se celotni strošek gradnje drugega tira zniža za 70 milijonov evrov. To je zelo pomembno izhodišče pred samo gradnjo. Sprejeli smo tudi poseben sklep na vladi in sicer, da se ob tem, ko izvajalec morebiti predloži nepredvidena dela, da se o tem seznani tudi vlada in to tudi potrdi. Se pravi, vlada, ki je skupščina 2TDK-ja, bo odločala oziroma bo bila seznanjena z vsakim aneksom, z vsako malenkostjo, ki bo šla izven investicijskega programa. In to je velik doprinos k temu, da se ta projekt ne bo dražil, da se zadeve ne bodo podražile v smislu za 20-30%, kar se to lahko dogajalo na obgradni avtocest, ampak bomo bili tukaj zelo striktni. Torej, neupravičenih, nepredvidenih del ne bomo plačevali. Pomembnejša stvar, ki jo bomo po tem letu na Ministrstvu za infrastrukturo dobesedno zagrizili, pa tudi digitalno in zeleno. Vi veste, da smo ta teden objavili in dali v javno obravnavo osnutek strategije o opuščanju premoga in ključna letnica je 2033, ko bo Slovenija zapustila, se pravi, premog in potem preoblikovala premogovne regije. To je velika stvar, to je velik dogodek. Vi veste, da se odpira tukaj socialna vprašanja, izobraževalna, gospodarska vprašanja, s tem, ko bomo opuščali, se pravi, premog. Tukaj je zlasti imamo v uvidu Šaleško dolino, TEŠ6, ampak ne povem, da TEŠ6 ta trenutek dela 60 milijonov evrov izgube, cene električne energije ostajajo enake, na drugi strani pa se dražijo CO2 kuponi. Če želimo narediti preskok naprej, se pravi, potem moramo imeti zelo jasen cilj in mi na Ministrstvu za infrastrukturo ta cilj imamo. 2033 je ta letnica, ko bo tudi Slovenija zapustila premog za pridobivanje električne energije. Sem na voljo za ostala vprašanja v nadaljevanju, izvolite. Dober dan, spoštovani, ker je bilo v zadnjih, lahko rečem, 24 urah veliko povedanega z področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kamor me Nova Slovenija, moja stranka predlagala in mi zaupala odgovorno za vodenje, bi bil, mislim, da boste razumeli, morda malo krajši. Najprej bi se še enkrat zahvalil najprej za podporo stranke, spoštovani predsednik, kolega minister Vrtovec in pa predvsem vsem poslankam in poslancem, ki so podprli našo ekipo na Ministrstvu za delo včeraj. Lahko rečem, da rezultat 44 daje, torej 44 glasov proti interpelaciji daje eno trdnost, eno platformo za to, da bomo lahko z našo ekipo nadaljevali zastavljene projekte in izvedli svojo vizijo in prioritete na Ministrstvu za delo, ki smo jo predstavili nekje pred enim letom. Gremo torej v drugi polčas.
Glavne 3 prioritete na Ministrstvu za delo so še vedno ureditev celovite oskrbe starejših, potem poskrbeti za odziven trg dela in pa omogočiti, uveljaviti bolj razumljivo, bolj življenjsko in bolj pravično družinsko in socialno politiko. To so ključne 3 prioritete, ki jih je pravzaprav vsaj v delu oskrbe starejših in odzivnega trga dela korona epidemija samo še postavila bolj naprej. V domovih za starejše smo se kljub temu, da je epidemija zelo izčrpavala celotno ekipo, seveda ukvarjali tudi s sistemskimi plani, načrti. Veste, da smo pred kratkim objavili oziroma zaključili razpis za 1280 mest prek koncesij, pripravljamo še en razpis. Na drugi strani smo poskrbeli za to, da smo finančno postavili plan za gradnjo tudi državnih kapacitet. Začeli smo že pravzaprav z projekti deinstitucionalizacije 30 manjših enot po vsej državi. Sedaj imamo v skladu React sredstva zagotovljena za dvig nivoja namestitev, obstoječih namestitev. V integralnem proračunu imamo 30 milijonov evrov v tem in prihodnem letu za gradnjo kapacitet in pa še v skladu za okrevanje in odpornost tudi sredstva, katerih podlaga pa bo seveda sprejem reforme dolgotrajne oskrbe starejših, to je pa zakon o dolgotrajni oskrbi. Na področju odzivnega trga dela lahko rečem, da trenutni sprotni podatki kažejo, da so ukrepi, ki jih je Nova Slovenija pravzaprav zelo podpirala in pravzaprav v ključnih delih pomagala sooblikovati in predlagala, so prijeli, so učinkoviti in tudi odziv strani gospodarstva in zaposlenih je dober. Ravno zato bi izkoristil še eno priložnost, da gospodarstvu in zaposlenim sporočim, da sem v tem tednu predlagal vladi in predvidoma prihodnji teden bomo o tem odločali, da ob podpori seveda Nove Slovenije, ki zelo razume potrebe gospodarstva, da so razmere takšne, da predlagamo podaljšanje nosilnih ukrepov za trg dela, kot je čakanje na delo doma, kot je univerzalni temeljni dohodek za samozaposlene in še nekaj drugih pomembnih ukrepov, ki pomagajo gospodarstvu in zaposlenim, da prebrodimo te težje čase, ko so izzivi večji. Zaenkrat gibanja na trgu dela potrjujejo te naše ukrepe. Lahko vam povem, da z včerajšnjim dnem smo bili nekje na 84 tisoč brezposelnih v evidenci brezposelnih. Samo spomnim, v najtežjem delu prvega in drugega vala smo prišli na okoli 91 tisoč brezposelnih. Imamo tudi vizijo za trg dela, predvsem pa se osredotočamo na to, da mladim pomagamo, da se čim prej vstopijo na trg dela, začnejo plačevati tudi socialne prispevke, kar je pa koristno tudi za naš pokojninski sistem. Sem na voljo za morebitna vprašanja ali komentarje. Skratka, če prejdemo k vprašanjem, prvi roko vidi Anže Božič, Anže, izvoli. Slište? Ja. Okay. Jaz bi imel dve vprašanje za gospoda Tonina. In sicer prvo mogoče samo malce širša ocena politične slike, malce je že opisal minister Cigler Kralj. In sicer dve glasovanje o usodi ministrov, prvo glasovanje se pravi 38-44 rezultat, drugo glasovanje v Simoni Kustec 38-41. Kako torej, gospod Tonin, zdaj vidite ta razmerja opozicija-koalicija v državnem zboru? In pa druga zadeva, danes smo slišali od Slovenske škofovske konference, da je cepljenje z cepivom AstraZeneca
težava, da to je pač etično sporna izdelava. Mogoče kako komentirate to in pa se vam to zdi nekako, kako bi rekel, škodljivo, no? Glede na to, da škodljivo sporočilo, glede na to, da država k temu poziva, da tudi sami ste k temu pozvani. Tako da, mogoče to. Sam se bom čez dobre pol ure cepil s cepivom AstraZeneca. Nimam prav nobenih razlogov, da ne bi zaupal v znanosti in verjamem, da je to edini način, da se čim prej vrnemo v normalnost. In tudi z etičnega vidika nimam druge možnosti za mojo generacijo oziroma za mojo skupino je predvideno cepivo AstraZeneca, ki ga bom seveda tudi z veseljem uporabil in tudi vsem ostalim državljanom svetujem, da naredijo isto. Glede politične situacije pa stvari so stabilne, tako kot smo predvidevali, skratka, ta vlada ima v parlamentu zanesljivo večino, zato jaz večjih presenečenj ne pričakujem. Sonja Poznič, Cvetko, naslednja, izvoli Sonja. Dobar dan. Jaz imam vprašanje glede dialoga, glede pogovora. Dejali ste, da v Novi Sloveniji spodbujate dialog, spodbujate dogovor. Zanima me, kako ta dialog, pogovor potekata znotraj vlade, torej med koalicijskimi partnerji oziroma med člani vlade, ministri. In pa eno konkretno vprašanje za vse tri ministre, kako ste včeraj glasovali na vladi glede sklepa o STA, ali ste ga podprli ali ne? Včeraj sem se opravičil na seji vlade, ker sem spremljal na uradnem obisku makedonsko obrambno ministrico Radmilo Šekerinsko. Naslednje vprašanje je bilo pa, kaj že? Dialog, se opravičujem. V zvezi z dialogom pa naslednje. Najprej dialog znotraj vladne koalicije je izjemno dober. Jaz sem doslej sodeloval v 3 različnih vladah, enkrat kot strokovni sodelavec, enkrat kot vodja poslanske skupine in sedaj kot minister. Priznavam, da je v tej tretji vladi, v kateri sodelujem, komunikacija najboljša, redna. Predsedniki koalicijskih strank se sestajamo 2-krat tedensko, tako da pregledamo vse odprte zadeve in se o njih tudi pogovorimo. Prav tako teče komunikacija na ravni poslanskih skupin. Moja ocena znotraj koalicijske komunikacije je zelo dobra. Sam in pa tudi Nova Slovenija se pa tudi zelo trudimo, da ohranjamo dialog z opozicijo, tako da se tudi sam večkrat sestanem in pogovarjam z predsedniki opozicijskih strank, seveda tisti, ki si želijo pogovarjati in so se pripravljeni tudi sestati. Tako lahko povem, da se redno pogovarjam s predsednico SD-a, gospod Tanjo Fajon, pa s predsednico Sava, gospod Alenko Bratušek, pa tudi s predsednikom Slovenske nacionalne stranke Zmagom Jelinčičem. Skratka, zdi se mi zelo pomembno, da se politika pogovarja, dolžni smo se pogovarjati, ker se le na takšen način lahko bolje razumemo in tudi pridemo do ustreznejših rešitev. Anže Božič, bi imel še eno vprašanje, Anže, izvoli. Gospod Dolin, jaz bi se samo še malce vrnil na slovensko školsko konferenco in pa cepiva AstraZeneca. Zelo direktno, ali glede na to, da v Sloveniji seveda cepiva ni možno izbirati, pač državljani pridemo na vrsto s tistim cepivom, ki nam pripade, ali se vam ne zdi morda nevaren poskus nekako izločanja enega cepiva s tako močne organizacije, kot je Slovenska cerkev? V Novi Sloveniji cepljenje podpiramo. Zdi se nam izjemno pomembno, da ljudje to možnost uporabijo, ker je to edina pot in najhitrejša pot k normalnosti. Vsi si želimo, da čim prej normalno zaživimo. Ministri Nove Slovenije in poslanci Nove Slovenije v celoti se bomo cepili s cepivom AstraZeneca. Spodbujamo tudi vse ostale državljane, da storijo isto. Peter Mrše, Domovina, naslednji, Peter, izvoli. Hvala. Dve vprašanje, sicer prvo, zdaj mineva 1 leto delovanja vlade, ko so bili v opoziciji,
da ste jasno izrazili podporo v uveljavitvi ustavne odločbe glede financiranja zasebnih šol, pa me zanima, v kakšnem stanju smo zdaj po enem letu, če se zadeva premika, če lahko pričakujemo do konca mandata ureditev tega vprašanja. Drugo vprašanje je pa za gospoda ministra Ciglerja Kralja, in sicer glede dolgotrajne oskrbe. Me zanima, pred časom, ko je bila predstavljena, je bil napovedan tudi dodatni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Je to še vedno v igri in kako je to v skladu z obljubo, da ne bo nobenih novih davkov v tem mandatu? Hvala. V zvezi s financiranjem šol naj povem, da sem seznanjen, da je v tem letu, odkar smo prevzeli dolžnosti, intenzivno teklo pogajanje na relaciji deležnikov in pa Ministrstvo za šolstvo. Po mojih informacijah so izpogajali kompromis, ki je za vse sprejemljiv, in Nova Slovenija bo ta kompromis tudi podprla. Minister Cigler. Hvala lepa, predsednik. Glede finančne konstrukcije zakona o dolgotrajni oskrbi je znano, da je Nova Slovenija, krščanski demokrati, seveda proti dodatnemu obremenjevanju ljudi z davki in prispevki. In ta prvotno oznanjeni prispevek je Novo Slovenijo zmotil in Nova Slovenija je jasno izrazila nasprotovanje temu, da ljudi, predvsem pa delo, plače, obremenimo z novo dajatvijo. Tako da ravno v tem trenutku intenzivno poteka, lahko rečem, oprostite izrazu, finiširanje tega predloga, ki je bil v javni razpravi, zaradi znanih tudi političnih sprememb in menjav se je njegova obravnava sicer nekoliko upočasnila, ampak s kolegom, soimenjakom, ministrom Poklukarjem sva se prejšnji teden že sestala, najine ekipe so v stiku in mislim, da bo kmalu pripravljen en tak osnutek, ki bo lahko šel v medresorsko in koalicijsko usklajevanje. Sonja Koznič, pa še eno vprašanje. Sonja, govori. Z Ljudmilo Novak se redno pogovarjava in tudi sestajava, tako da tukaj ni nobenih posebnosti. Tudi ta teden sva se. Ljudmila Novak je izjemno podprla delo ministrske ekipe Nove Slovenije. Dejala je, da je na naše delo ponosna. Dejala je pa tudi, da ne predlaga izstop Nove Slovenije iz te vladne koalicije, ker se je v nekaterih medijih namigovalo. In še glede STA-ja, ker je vidim, da je tukaj kar nekaj zgodbe. Še enkrat, jaz včeraj na vladi nisem bil prisoten, niti ne minister Janez Cigler Kralj. Moram pa reči naslednja. Ne? V Novi Sloveniji cenimo delo STA-ja. Mislimo, da je v zadnjih 30 letih upravilo veliko delo. Za nas so delavci na STA-ju zelo pomembni. Tudi zato smo vsi trije ministri Nove Slovenije podpisali individualno pogodbo z STA-jem, ker koristimo njihov servis. Se mi pa zdi to nesprejemljivo, da se moramo posluževati to vrstnih stvari zaradi neprimernega dela direktorja Veselinoviča. Direktor Veselinovič je imel mnogo možnosti, da bi ta konflikt zaradi delavcev in v korist njih zaprl in ga ne želi in pelje neko brezpredmetno vojno proti vladi, od katere ni nobenega učinka, samo škoda se dela STA-ju. Tako da jaz podpiram ta poziv vlade in jaz upam, da bo direktor Veselinovič v korist delavcev STA-ja, novinarjev STA-ja in pa tudi slovenske medijske srednje resno razmislil, odstopil in na takšen način deeskaliral in omogočil normalno delo STA-ja. Še Sara Zborjak, predmet 18, izvoli Sara. Ja, pozdravljam vprašanje za gospoda ministra Vrtovca. Torej, minister, skoraj 2 meseca nazaj ste izrazili pričakovanje, da bo SDH pristopil v forenzični preiskavi menjave poslovnih deležev med družbama GEN-I in Elektroenergijo. Od tega sta, kot rečeno, 2 meseca, na SDH se nič ne zgodi.
posredno pa nam odgovarjajo, da dokazi za revizijo niso zadostni, pa me zanima, kako vi to komentirate. Hvala. SDH je pač skupščina in samo SDH lahko to revizijo naročijo, pravi, ne ministrstvo. Jaz sem pač to izjavil zaradi tega, da ta revizija potrebna, da se razblinijo potem vsi dvomi, ali je prišlo tukaj do kakšnikoli zlorab ali pa ne. In le na ta način, če se revizija pravi, bo javnost končno to izvedela. Jaz ne trdim, da karkoli je bilo prav ali narobe, ampak razčistili pa bomo, če se bo pač opravila prava revizija ali pa forenzična preiskava, ampak to je odločitev Slovenskega državnega holdinga, ne ministrstva. Jaz sem samo vsebinsko blizu tej zgodbi, ker na našem resorju pokrivamo energetiko in veste pa, kako gre korporativno upravljanje in da je za to odgovoren SDH. In moja pričakovanja pri SDH-ju, da spremljam ta dela, so pač takšna, da jaz na njihovem mestu to revizijo pravil. In potem bi se vsi dvomi razblinili, ampak se pravim, to je odgovornost SDH-ja in tam se morajo za to odločiti. Smo močke na tesno z časom, ko bomo sprejeli še zadnje vprašanje. Peter, moč še eno vprašanje, Peter, izvoli. Ja, za gospoda Vrtovca bi vprašal, glede omenja je umiki iz premoga do leta 2033, pa me zanima, kakšna pa je strategija potem vlade, s čim bomo pa nameščali, je to drugi blok jedrske elektrarne, so to drugi viri, kakšni so te načrti? Ja, 2033 je ta letnica, ne povem, da Slovenija je ena izmed redkih še evropskih držav, ki nimamo te strategije upravljanja, to bi potrebovali že 5 let, 6 let nazaj in končno smo dali to strategijo sedaj v javno obravnavo, in ta strategija je res podkrepljena z različnimi raziskavami o tem, da je 2033 najbolj primerna letnica. Ob tem še enkrat povem, potrebno je prestrukturirati celotno regijo. Vi veste, da koliko ljudi je zaposlenih v premogovniku, Tešu in tako naprej. To pomeni pač, da bomo izgubili to tretjino, pomembno tretjino, ki zagotavlja elektriko in tako naprej. In jaz mislim, da ena izmed možnosti zagotovo je tudi ta nadomestitev skozi tako imenovan zeleni odgovor, vetrnice, sonce, hidro, srednja Sava je priložnost. Nadalje, nuklearka, zakaj pa ne? Jaz sem naklonjen, to sem že večkrat tudi dejal, že na samem hearingu leto dni nazaj sem naklonjen drugemu bloku nuklearke, predtem pa moramo pridobiti vse strokovne podlage, podaljšati obratovanje prve, izgraditi odlagališče srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini in potem pač se odločiti. Zato, ker le na ta način bomo lahko bili še naprej energetsko neodvisni. Torej, Slovenija je, bom rekel, nuklearna država in bo tudi v bodoče. Seveda je to glavna naloga za to prestrukturiranje, kaj se bo tudi lahko odvijalo v samem Tešu, ima tukaj tudi HSE, Holding Slovenske elektrarne, ki ima po korporativnem upravljanju to tudi jasno nalogo.